Največji športno-rekreativni dogodek z dobrodelno noto, če ne v Sloveniji, pa zagotovo na Gorenjskem, je znova upravičil pričakovanja. Visoka udeležba in dobra volja sta poskrbeli za nepozaben dogodek na Brdu pri Kranju. Poskrbljeno je bilo za najmlajše, glasbenih točk ni manjkalo, prav tako ne stojnic, na katerih so se predstavila številna kranjska podjetja in javni zavodi. Pri moških je v teku na 10 kilometrov že tretje leto zapored s časom 30 minut in 50 sekund osvojil Rok Puhar, serijski zmagovalec, bi lahko rekli. Ja, bi lahko rekli. Zdaj čisto točno ne vem, koliko izvedenic je bilo, ampak ja, zadnje 3 leta sem pa jaz tukaj uspel zmagati. Kako to, da ti prav vsako leto uspe zmagati, verjetno temu botruje odlična telesna pripravljenost? Ja, seveda je treba veliko trenirati, sploh danes je bila konkurenca zelo dobra, no, je res prišla, bi rekel, cela Gorenjska. Tudi moj trening partner, zdaj Jure Gabor, je bil na drugem mestu, pa Marš z mojega kluba je bil tretji, tako da so bili od spredaj res sami atleti. Drugi je bil Jure Gaber, tretji pa še en član atletskega kluba Triglav, Domen Marš. Super občutki, dobra proga, dobro mi je šlo in sem res zadovoljen. Verjetno nisi prvič na županovem teku? Prvič sem. Pa prihodnje leto zagotovo spet prideš? Z veseljem. S časom si zadovoljen? Zadovoljen nad pričakovanji. Ja, drug let po vsej verjetnosti ali pa celo zagotovo spet pridem. V ženski konkurenci je 10-kilometrsko razdaljo na županovem teku najhitreje pretekla Laura Đorđević Beteto. Čas 44 minut in 5 sekund. Moram povedati, da lani mi je bila prireditev ful všeč in pač sem rekla, moram priti še enkrat. Ful je fajn teči tukaj na Brdu, narava, v redu proga, ni veliko asfalta, pa tudi fajn prireditev. Beti Jovanović na prvem županovem teku in katero mesto? Drugo. Zadovoljno, odličen čas. Kaj bi lahko rekla za samo oziroma rdečo nit tega županovega teka, humanitarnost, dobrodelnost? Ja, dobrodelnost danes pač mislim, da kar ljudi privabi, da so ljudje dosti pač humanitarno usmerjeni, tako da se mi zdi tako organizacija takih zadev super, ljudje se udeležujejo in to je to. Ja, super. Šla sem 45, to je bil čas, ki sem si ga zastavila in v redu, zadovoljna. Ste tudi vi presenečeni nad visoko udeležbo na letošnjem teku? Ne, sploh ne, glede na to, da Slovenci zmeram bolj tečemo, niti ne, no. Vseh udeležencev 16. županovega teka je bilo 814, kar je zelo lepo število. Pohvaliti velja tudi odlično organizacijo dogodka. Organizacija je tudi enkratna. Dobro je šlo, sem imela dobre pomagače, tako da skupaj se vse da. Tudi vreme je bilo danes primerno za tek. Ja, idealno je bilo. Lahko bilo še kakšno stopinjo bolj hladno, ampak super. Najmlajši tekač je štel le 2 leti, najstarejši, sedaj že redni udeleženec, pa je dopolnil 84 let. Jaz bi dal, veste, kjer medalje. Tisti prijo ta zadek se batra, jaz uživam, pa tek so prišli. Ne tisti, ki prijo teč samo zato, da medalje dobijo. Tisti, ki so bolj odzad, pa se trudijo. Torej danes so vsi zmagovalci? Vsi. Tradicionalni županov tek je uspel. Dobrodelnost oziroma zbiranje sredstev s pomočjo tekačev in donacij bo težje zaposljivim pomagalo pri ponovnem vključevanju v družbo. Na ta način je prav vsak zmagovalec. Čestitamo!